No, pa dajmo obdelati še pred zadnjo temo, preden obdelamo zadnje 3 zvezde te slovenske scene. Najbolj zanimivo je, da na vrhu so glih tisti, ki so najbolj fake, ampak ne vem, sploh ne vem, če bi lahko rekel, da so oni trije, ki so na vrhu. Nimam razloga sploh, da bi bili oni na vrhu, mogoče so na vrhu po temu, da jih folk ne mara in da se veliko o njih govori, noben še ni javno jih spluval, mogoče so, ampak ni to prišlo daleč, kakor bo pač moje sporočilo, oziroma je že moje sporočilo prišlo, ampak lej, te 3 cvetke so bile tudi glavne cvetke v tej temi, ki bomo danes govorili, in to je sicer, oziroma zdajle govorili, to je sicer moj stream pri Perotu. In ocenjevanje od 1 do 10, oziroma 2 cvetkam sem dal -16, nisem jih ocenjeval po izgledu, ampak sem samo ocenil, koliko škode ste mi naredili, oziroma koliko grdega ste izrekli proti meni, in pač v tisti sekundi sem rekel -16 oziroma -17 za eno, nima veze, skratka. Pač ogromno je bilo grdega izrečenega in zato sem pač rekel, nisem pa nikoli ocenjeval po izgledu. Če bi jih mogel po izgledu oceniti, bi rekel za pijo 2, 1,5, Ana pa mogoče 2,5. To je pač ko iskreno, brez da bi zdaj hotel karkoli nekaj glumiti. No, skratka, mogoče prav, da prvo odgovorim na ene par vprašanj, preden sploh začnem vso to mojo zgodbo, kako sem jaz to vse doživel, kaj se vse mes dogaja in pa vse te zanimive stvari, ki bom pokomentiral. Na koncu bom pa še pokomentiral Špelo Grošelj, ki je ena tudi izmed teh cvetk, ki sem jih ocenjeval, in pa z njo sem posnel video spot, tako da sem jo tudi osebno spoznal, preživel z njo celih 20 ur. V teh 20 urah je zanimivo, kako lahko človeka hitro prebereš, že samo te klici, ki jih ona dobivala, kakšni so bili komentarji. Mislim, se bom pa vse povedal, pač ne vem, no, meni se je zamerila, tudi njena energija mi je ogaben mi je njen glas, vse mi je ogabno pri njej, ampak zaradi tega še ne moram reči, da je bedna ženska, oziroma ne bomo grdo govorili, da je pač ena banana, ampak ko pa dejansko vidiš, kaj ženska naredi, kako se do drugih obnaša in to vse skupaj, pač lahko prideš do zaključka, da je res ena banana. Ok, skratka, dajmo prvo odgovoriti na par vprašanj. Eno vprašanje je bilo, če mi je žal, da sem sploh prišel na ta stream. Tako bom rekel, vsaka stvar, ki se zgodi v mojemu lifeu, verjamem, da se zgodi z razlogom. Prvih 5 dni mi je bilo tako, koj kurac sem sploh šel, zakaj je to se zgodilo. Danes sem pa res hvaležen, da sem sploh bil tam, da je iz mene potegnil pač to neko moško plat, ki se pač rad poigraš z besedami. Pač ja, žal mi je mogoče za kobilo, ko sem rekel Rebeki Dremelj, mi dejansko ni žal, ker pač kobila je dejansko ne užalaš, ampak pač rečeš, da je pač velika, ženska je velika, kaj ne rečem, ko je kurac, ženska ima, ne vem, skoraj 2 metra, kakorkoli, je pač ogromna in je pač za moje pojme bila kobila. Zdaj, to ni bila neka taka žalitev, ki bi lahko rekel, ker res sem jo žalil. Tisto s Flexerco je bilo res mogoče najgrš za moje pojme, da pač mi je res mogoče žal, da sem se sploh na ta način izrazil. Imam 1000 drugih besed, ki bi jih lahko uporabil, ampak pač lej, vsaka stvar se zgodi z razlogom in pač je Bog že vedel, zakaj moram tako reči. Skratka, vsi te moji glupi komentarji so me pripeljali danes do kjer sem in sem neizmerno hvaležen za to, res sem hvaležen, še posebej zato, ker sem šel iz tega influencerskega sveta ven. To res ni zame, ker to moraš biti res človek za to, res je težko. Čeprav vsak mogoče misel, pa se sama poslikaš, pa to ni toliko lahko, res je zajeben posel, zato ker moraš biti tako rekoč 24/7, nimaš službe, ampak 24/7 pa razmišljaš, ok, za unga moram to posneti, pač me je bo tako, fuck, stari, jaz sem delal vse stvari za zadnjo sekundo in silo, tako da jaz res nisem v tem poslu, res nisem užival, tako sem hvaležen, da
sem zaključil s tem. Moraš biti fake, moraš biti prijazen do vseh, moraš gledati na sponzorje, moraš na une, druge, tretje. Pač vse te naše influencerčke jaz super razumem. Vem, koliko je ura, vem, da karkoli boš naredil, rekel, karkoli so opisali v tebi, pač posel gre samo dol ali pa gor. Tako da zato je najbolj smešen to, ko se dva znana lika srečata in kar, čau, koliko si danes lepa, koliko si danes hud, fuck, ne morem verjeti, da tako lepo delaš. Te gluposti, bullshiti, to je zame pač ogavno in jaz to ne morem in hvala Bogu, smo šli stran od tega. Dajmo zdaj pokomentirati Perota Martića. Prvo, ko sem prišel na stream, ni bilo pol jasen, kam sploh prihajam. Jaz sem pač mislil, da to gleda njega mogoče 10 ljudi in to je bilo to. Nisem sploh videl, kakšen ima content. Nič. Pero kot oseba, ko z njim piješ, se družiš, je zanimiv odfukan. On je pač budala. On ve sam, da je budala, je pa pač iskren, je pozitiven in pač jaz kot njegov friend, zdaj po vse te drami, ki prej ga nisem sploh poznal, bi lahko rekel, da je pač ok človek, je pač v redu, ni toliko škodoželen, je pa pač glede posla pes. Se pravi, izkoristil bo vsega, ga bo izkoristil, da bo pač dobil od njega nek content, neko vsebino in pač neko korist. Zdaj, to jaz mislim, da je po eni strani pač normalno, vsak se bori za svoj kruh, tako da njemu je tudi kristalno jasno, da če bo imel večje šove, večje drame in pač, da se bo dogajal marsikaj, da bo pač folk gledal, bo njemu res sam plus, tako da zaenkrat mu gre kar dobro, no. Moram priznati, da kar najde ljudi, s katerimi lahko pač naredi dober content in animira pač vse svoje sledilce. Bilo je vprašanje, če mislim, da je on po šovu me dost branil, da me je sploh branil oziroma kaj mislim o temu. Jaz mislim, da smo mi hitro v drug dan na tej točki dojeli, da to pač ni bila sam fora, da pač folk nas res zdaj pluva in da sem jaz res najebil, zgubil se sponzorje in je hotel naredil stream samo za mene oziroma da pač pokomentiral vse dogajanje, tako se je res potrudil, ne moram reči, da se ni in pač lahko rečem, da je za moje pomedov max. No, dajmo zdaj govoriti o tem, kako sem se vse skupaj podoživel. Skratka, prvi sem v tisto njegovo lukno, pol kurca mi ni bilo jasno, kva se dogaja, tip se dere, milijon ekranov, gremo like, gremo ne vem kva vse, to je ta človek, neka žival. No in pač, jaz sem oseba, ki se zelo hitro spusti na isti nivo, lahko se pogovarjam z nekom, ki je zelo izobražen, lahko z otroci, lahko s komarkoli, pač pri njemu sem se spustil na ta nivo. Nisem imel pojma, kdo sploh je in koliko ljudi bo to videl, kam bo to prišlo, ampak pač nima veze. Jaz se pač spustil na ta njegov nivo in se pač pogovarjal. Bil sem to, kar sem. Se pravi, pač pogovarjanje je bilo njegovim nivojem, ampak pač vsi neki moji komentarji in vse te neke stvari so pač bile, kdo sem jaz. Se pravi, tudi v real lifeu bi pač bi ga kdaj pokomentiral s kakšnimi takimi komentarji, ki pač niso primerni, še posebej ne za na internet. No in nima veze, skratka, pol je sledila igrca Smash or Pass. Meni se je to tako zdelo, no, pač, da jaz povem javno, katero punco bi pofukal, pa katero ne bi pofukal, se mi je zdelo bolj sporno, kot od 1 do 10, zato sem se odločil, da lahko pač ocenjujem od 1 do 10 in to je to. Ko sem ocenjeval, sem dejansko ocenjeval vse, pač čisto iskreno, razen te 16, ki pa drugače, pač, če mi nisi všeč, lahko si najbolj znana ženska na tem svetu, lahko si ne vem, kjera špelca, ne vem kdo, pač, če mi nisi všeč, nisi všeč. Jaz sem samo povedal svoje mnenje, če sem rekel, da za lepo afno, da je pač debela, to je moje mnenje, jaz imam pač tako okus, oziroma pač malo sem pretiraval, vsem ni debela, ampak pač se nisem znal dobro izraziti. Tako da moram priznati, da po temule komentiranju se meni to ni zelo sporno. Pač jaz sem se tam dobro počutil, sem se sprostil, sem pač si pustil biti moški in je, kar je bilo. Mi bi pa dejansko bilo pač
nič tako, kaj bi rečemo od koraku ven, da bi rekel, fuck, kaj sem rekel, pač sploh nisem o tem razmišljal. No in kaj se zgodi? Naslednji dan me neko podjetje povabilo na neko masažo, da pač se pa dogovorimo za sodelovanje in pač ta punca mene zmasira, jaz grem lepo v garderobo in kliče mene moja PR-ovka. In jaz ko pač bla. Prav, stari, kaj se to dogaja, kva tebe neki na Twitterju pluvajo, da ti je kao Afrodita skenslala pogodbo. Jaz ko, kakšna pogodba, da mi skensla pač malo pač pogodbo in pač ne more skenslati. Kaj sem narobe naredil? Pol kurca in bila jasna. Majke mi ni bilo nič jasen, kaj se dogaja. In ona prav, daj pet pogledat, bla. No in ko je Gregor odprl Instagram, vsi te komentarji, vsa ta sporočila, meni se je svet podaril v tisti sekundi, pač ni mi bilo jasen, kar neki tweeti, ker sploh nimam Twitterja, Instagram, Facebook sta gorela, TikTok se je začel sprdati, po moje bi še pol leta po tem trend, da je folk ocenjeval folk tako za foro. Pač bilo je res hudo, ampak po moje bilo najhujše mi je bilo pa po moje v nedeljo dopoldan, ker v soboto so me vsi kurci napadali in v nedeljo dopoldan sem bil tako, pač, ko sem se zbudil, sem rekel, fuck, stari, a lahko, ne vem, se zbudi mi san, a lahko to nekako karkoli naredim, da se spremeni, ker res je težko biti v tem položaju, ko imaš ful pozornosti in te pa še toliko bolj vsi napadejo in kar rečem vsi, pomeni res vsi, stari, jaz nisem sploh vedel, toliko folka obstaja, koliko je meni folka pisal. Sem pa naredil eno pametno stvar in to je, da sem vse requeste, vsa sporočila oziroma večina sporočil zbrisal. Tako da tudi vsi tisti, ki so mi pisali romane, eseje, ne vem kaj vse, pač nisem nič prebral, ker če bi vsa ta sporočila prebral, verjamem, da bi tudi kljub temu, da sem zelo močna oseba, verjamem, da bi podlegel in po moje bi se, ne vem, ubil. Jaz ne vem, kaj bi naredil. Pač te stvari so res zajebane, res zajebane, kar naenkrat sam sebe vprašaš, kaj se to dogaja, stari moj, noben me ne mara, nisem nič toliko grdega naredil, nisem nobenega ubil, nisem nobenega zbil, nekomu škodu, ne vem, pač nisem imel enega tazga razloga v sebi, da bi rekel, ok, zaradi tega si pa pač zdajle kaznovan, ker si pač bil šupak, kakorkoli, pač nisem tega razloga najdel, meni ta komentiranje ni bil ta prav vzrok, zakaj bi me lahko toliko folk napadel. Še posebej mi je bilo težko iti ven iz hiše. Sam sem nastopil, vsaka me po nesreči pogledal, sem rekel, fuck, ta me hoče zdaj nekaj komentirati, nekaj zavija z očmi, kaj sem kaj, tako da ta občutek res ni dober. Vse to skupaj, kar zdaj jaz govorim, razlagam zadnjih par dni, razlagam samo zato, da dam vsem tistim vedeti, ki bojo nekoga z besedami napadali, da ta oseba se bo res slabo počutil. Lahko rečeš samo eno glupo stvar, lahko ga napadaš z ne vem kolikimi besedami, nima veze, nekdo je bolj občutljiv, nekdo manj, ampak mislim, da vsak bo pač na tak in drugačen način občutil neko bolečino, tako da ni vredno oziroma ne delati tega, ker med tem, da ti rečeš, boli me kurac, pa med tem, da si mogoče kaj narediš ali pa da mogoče vpliva na tebe, je pač res samo toliko, tako da moj namen je samo ta, da vam odprem oči, da vam pokažem, da se te stvari res ne počnejo, ker znajo biti zelo nevarne. Čeprav mogoče izgledajo nedolžne, so zelo nevarne in ni vredno. Ok, se pravi, v nedeljo, to je drugi dan po temu, sem jaz bil čist na tleh in sem se odpravil v Portorož. Ob tej priliki bi se zahvalil osebi, s katero sem bil v Portorožu, da smo se lahko malo umaknili in da sem pač lahko to nekako lažje prenesel vse skupaj, da sem pač malo umaknil. In moram se res zahvaliti, da pač takrat, ko sem najbolj nekoga zraven sebe potreboval, da je pač nekdo bil zraven mene in mi je pač nudil to podporo, tako da res iz srca hvala. Ok, no in pol se zgodi ena zanimiva stvar. Noben me ni poklical od nekih znanih, od influencerjev, ker predtem smo bili vsi full friendly in vsi in sploh super, noben me ni poklical razen eden in edini za moje pojme Denis Avdić. Predtem, nekaj še tako malo pokomentiram, predtem sem ga spoznal
videl te ne 3-krat, na kar se pač mi je zmenila, da se dobiva mogoče na morju in vsak je pač svojim čovnom prišel, smo se podružili, smo bili skupaj en dan na vodi in sem ga dejansko lahko spoznal. Z nami je bil še Damjan Fras, bivši skakalec in njegova žena. Ob te prilike bi se ženi zahvalil tudi za vso podporo, ki mi je nudila, ker je res duša od človeka, tako da res hvala. No in pač z Denisom sem navezal neke stike in ga spoznal v te luči očeta in je človek res me je navdušil, res je pač ta prav fota, res je ta. No in mene Denis pokliče, prav Grega, kako si? Stari, res je štala, jaz vem, da si zajebo, ampak to, kar ti delajo, stari, oni te ubijajo, pač to ni fair, ampak lej, jebi ga. Klej, ko se ena upali in pol ta čredni nagon in je pač res štala. Sem rekel, stari moj, vem, lej, meni to sploh ni sanjal, se bo zgodil, bla, 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 prav, kako ne ti pomagam? Sem rekel, Denis, meni pol ni jasen, kako mi lahko pomagaš, stari moj, mene ubijajo, me nimam pojma. Prav, stari moj, poklič Rebeko. Kako ne ti pokliča Rebeko, da 3 minute nazaj sem jo imenoval za kobilo, zdaj boš pa ti me rekel, ne, pokličam, ženska me bo ubila prek telefona, stari, ubila me bo. Prav, ne, stari, poklič Rebeko in se z njo pogovor. Prav, Rebeka je ful redu in verjamem, da ti, če ti kdo lahko pomaga, ti lahko ona kaj pomaga in pa nimaš kaj izgubiti. Sem rekel, pa kva s tabo, Denis, par sekund nazaj sem mi rekel, da je kobila, zdaj da jo pokličam. Ženska me bo ubila, stari moj. Res, jaz sem rekel, ma ni šans, da jo kličam, kaj me bo pojedla. No in on prav, ne, stari moj, Rebeka je ful redu, da je pokličal, pa se probi zmeniti, da pač karkoli naredita, da bo mogoče boljš. In jaz tako pač, da je Denis majke, jaz ne moram klicati. Prav, on, dobro, lej, bom jaz poklical, pa vprašal, pa ti javim. In on mene kliče nazaj, prav, lej, ona je rekla, da lahko pokličeš čez 1 uro in se pač zmenita. In res, jaz njo kličem, ona se ne jav in ona mene kliče nazaj. In jaz ko živijo, bla, 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 se rekel, Rebeka, oprosti za vse to, pač je bi ga rekel sem, da si kobila in to je to. Ampak ona klasično influencersko, klasično znano, prvih 30 sekund kao, pa napada neki, pa kao, ma ja, se veš kaj, se vem, jaz sem tudi zajebala že velikrat, pa sem se iz tega kaj naučila. Tako da upam, da se boš tudi ti kaj naučil, sem rekel, verjemi Rebeka, verjemi mi, da sem se naučil, tako da takih stvari več ne bom ponovil. In pol se mi je probala zmeniti, da bi jaz mogoče prišel do nje ali karkoli, da bi neko zvrtnico, kar z rožami, bla, 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 neko foro da naredimo, da pač folk mogoče malo to drugače začel gledati. In ona meni prav, veš kaj, bom jaz to malo premislila. Klasična influencerska fora, bom premislila, kaj bo lahko drugi rekel, kakšni so plusi, kakšni so minusi. In res, ona mene kliče naslednji dan, bilo je dan mrtvih, Denis je umrl od smeha, ki je rekel, stari, kaj boli tako, da snesi rože za dan mrtvih in ustal se zraven, majke mi to nam koliko pozabil. No in ona mene kliče in pravi, Grega, jaz sem pretehtala, pač ne bo nič naredila. Jaz ko ne, stari moj, prav ne bo nič in to je to. Lahko pa pač, ko jaz izdam nov komad, lahko ti prideš in pač tam ona izda nov komad in jaz pač sem tam in vse influencerke bojo tam in pač ne vem, da bi jaz neke penine delil in tako, da bi pač ne vem, ona, da bi se na ta način nje upravičil oziroma kaj sem kaj. In jaz dodala, sem rekel pač ja, karkoli, samo pač probal sem se rešiti iz te situacije in tudi to bi naredil, pač v lifeu ne bi danes to naredil, ampak takrat sem to hotel narediti. In seveda gospodična rekla, ok, ti bom sporočila kasneje in pač seveda tudi na to ni pristala, pač tudi ni me klicala, pač to je vse padlo v vodo, ker je pač vedela, če bo karkoli na moji strani hotela pomagati ali pa podpirala me, kaj bo folk napadel, tako da je spet klasično influencersko sviz lepo mi dala cancel in to je to. Ampak, glej, po eni strani razumem, pač če si influencerček, moraš paziti na take stvari in se ne smeš igrati z ognjem, ker te... No, ampak tukaj se pa začne moja zgodba s Katarino Benček. In sicer, ko sem jaz se javil na telefon, je ona rekla, ja, Grega, sej vem, mi je Katarina povedala. In pol ti stavk, ki sledi naprej, bom obdržal za rečemo nedeljo, ko bom komentiral vse te 3 glavne zvezdice, bom ta slavni stavek pustil za takrat in zaradi tega stavka se mi je gospodična še bolj zamerila in zaradi tega stavka mi je
pač nekako te vse Lego kocke so se mi sestavile in mi je pač ta neka slika, kar se je zgodilo z mano, dobila neko podobo, zakaj se je sploh to zgodilo. Tako da, ja, to bo hmal. Ampak, ok, pustimo to. No, dajmo zdaj še malo pokomentirati mojo Špelo Grošelj, mojo miškico, ki sva skupaj posnela komad. No, in to je ta najin spot, video spot, v katerem jaz se prikažem tudi noter in pa zaradi katerega sem dobil res neko jasno sliko, kdo je ona za moje pojme. Pač vsakega drugače, tako da za moje pojme sem jo videl v neki čudni luči. No, skratka, tu je bil glih po finalu Mister Slovenije, ona mene kontaktira in jaz rečem, valjda, hočem biti noter. Honorar je bil 100 evrov za cel dan snemanja in valjda, jaz sem rekel ja in super, mi se dobimo. Jaz pridem na Viču v Agrokor, kjer smo glih ta set prvi snemali in tle jaz prvič spoznam Špelo Grošelj. Špela Grošelj je ena velika banana. Zakaj? Take stvari, ko ona počne do ostalih nekih slavnih, znanih oseb, je res ogabno, kaj ona počne in sicer bil sem priča, ko je klicala, zdaj ne vem točno, ali je bila Tjaša Jerala ali pa Jasna Kuljaj. Ena od teh punc jo je mogla poklicati, jaz sem jo zraven telefona, se rekel, pač ta pa ta te kliče, prav, kaj me ta krava kliče? Ko jebe, stari, sploh se nam javlja. Jaz skoki, pač, mogoče so skregani, kaj se dogaja. No in nekar ona 6 minut kasneje nazaj njo kliče in te klasične pičkaste fore. Čau, srček, kaj dogaja? Veš kaj snemamo moj nov hud komad in ne moram se zdaj nekaj pogovarjati, ampak ja, daj povej, kaj je zdaj s tabo. Jaz ko gledam, starem, si ti bolana ženska. Prvo nekaj glumiš tukaj, pač da ti gre na kurac, pa tam nekaj osladne in one so, oziroma vsi te znane influencerke, znane osebe nasploh, večina, ne moram reči vsi, 90% so vsi isti in to je bil meni tak šok, da lahko ena kao znana oseba, lahko tak glumac, ampak se pač, kad te stvari pač povežeš, priješ do zaključka, da pač to je pač tak lifestyle. Klicu tu Domen Kumar, v tisti sekundi, ko se ona z njim povarjala, sem mislil, da je to pač, ne vem, danes vidim, da sta full frienda, ampak na tiste pogovore, ki sem jaz videl, ne moram komentirati, da so bili lih ok, unijo je spluvu komad, tu na neki njemu, ne vem kaj vse, nima veze. Skratka, in jaz sem od te prečudovite vaše Špele Grošelj pričakoval malo bolj tako, dama, malo bolj kulturna, ampak pridemo kva je v Italiji, Lisana se mi zdi, tam sem derko z gokardi, nima veze, na obalo in ona se mora preoblečiti in pazi, kaj mačka naredi, prav pizda, joj, pa ne da se mi kaj, in ona lepo, si kaj, ven, na parkingu in seveda vsi smo videli te prečudovite Špeline joške. Če mi plačala samo 100 evrov, sem pač saj za piko ne videl še joške, za katere mi itak vseeno, ampak ja. No in pa smo imeli naslednji kadr zraven bazena, kjer sem jaz nje nalivu to njeno sponzorirano pijačo, beriška, ne vem, karkoli in ko se že reče. No in kle sem jaz si pač zaželel eno slikco Špelo Grošelj, lepo da mava, da jaz lepo objavim na Instagram, da bom pač jaz fuljak in zdaj mi je zmanjkalo tukaj le baterije, ne, ni. No in ona, jaz njej pokažem pač to slikco, če lahko objavim, prav ne. Mislim, ko je ne človek božji, pač ok slikca. Prav ne, le kako vam debele noge, le kako vam take, daj tukaj malo zmanjši ali pa odrež slikco in kaj sem kaj. No in ko sem jaz to končno vse odrezal, vse naredil, takole nekak je pač rekla, ok, zdaj pa lahko objaviš in pač sem objavil in to je to. Pač hočem samo povedati, ko sem dejansko bil z njo, ta njena energija in pa njena zahrbtnost, hinavščina, ki sta bila tudi tako med samim snemanjem, je bilo pač tako res katastrofa. Tako da ona mi je res ostala v spominu in mi bo cel life v spominu, da je pač ena banana. Vem tudi, da je komentirala za mene marsikaj, ampak sej, valjda, vse te punčke, ki so hotele imeti neko pozornost, pa so hotele pokazati svojim sledilkam starejšim, da pač se bojo zauzele za punce, ker sem jih komentiral, so se pač mogli javiti. Pač to nje sem povedal sam tako za foro, ker imam veliko zgodbiče, pa jih nočem
izpostaviti, ker mi ni neki tok škodovala, saj ne, da bi jaz vedel. Itak je pa cel Pop TV ne mara, pa še marsikdo od znanih, tako da. Najbolj zanimivo mi je pa to, če bi se ona zdaj na Pop TV prikazala, bi vsi, čau Špela, živijo, kako si lepa luška, kako si cute, bla, 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 bla. Za hrbtom njenim bi pač vsi komentirali, da je ena banana. Ona je pač res ena taka ženska, ki ima res neko posebno energijo, ali ti paše ali ne paše, ampak meni definitivno ne paše in pa mislim, da res večini ne paše, ker ima neko fake tako energijo, ampak nima veze, pustimo njo, ker ni vredno sploh, da jo komentiramo več. Na tej točki bi rad samo nekaj vsem skupaj povedal, da ni vredno se izpostavljati na socialnih omrežjih, na televiziji, na radiju, ker čim si enkrat v medijih, čim si enkrat med znanimi, zame v Sloveniji ne moreš biti znan, ampak čim si enkrat rečemo med znanimi, da te lahko pač folk upravlja, da ve, s čim se ukvarjaš, oziroma da te lahko gleda na televiziji ali pa posluša po radiju, vse to prenaša en stres, vse te revije, vse te novinarji, vse te vešče, enkrat, ko si luč, ko rečemo si na nekem vrhuncu v Sloveniji, se pol nate obešajo in ni vredno, no, res življenje je lahko veliko lepše brez vse te pozornosti. Verjamem, da si mogoče nekdo želi to pozornost, tudi jaz sem si želel to pozornost, ampak iskreno vam povem, da enkrat, ko dobiš toliko pozornosti ali pa pač kogarkoli pozornosti, jaz sem res ogromno dobo, ugotoviš, da je veliko več vredno v življenju, da nobene ve, kje si, zakaj si se tako odločil, zakaj ješ, karkoli ješ, zakaj karkoli komentiraš. Tako da na tej točki bi vas res opozoril, da preden se spuščate v karkoli, premislite, ker ves ta stres, kak dobiš s temi stvarmi, je pač ubijalski. Pardon. In res ni vredno. Tako da, to je pač moje mnenje, zdaj pa delite, kar hočete itak. Ok, zdaj pa nekaj bolj zanimivega. Skratka, naša sveta trojica zvezde, 3 zvezde, njih bom pokomentiral od glave do pete, oziroma Benčkova ne morem sploh to komentirati, ker je že podan od podna in toliko grdih zgodbic, kot jaz vem, pa toliko grdih zgodbic, kot se že pač govori. Bom pa pokomentiral vsem njen prečudovit nakit, ki itak vemo, da je fake, imam tudi neke dokaze. Pa še milijon drugih stvari, zgodbo z Rebeko Dremelj, kaj je ona rekla Rebeki Dremelj. Cool fotor, cool mamasita, ogromno stvari imam zapovedati, ne ogromno, pač veliko stvari imam zapovedati. Moje tist glup posnetek z Alenom Podlesnikom pa s cool mamasito ste videli, to je za bruhat. Kaj vse delajo jebeni influencerji, da so lahko kao zanimivi, delajo se budalo iz sebe, ki jih pa na cesti vidiš, pa glumijo največje glivo. Ogromen od cool fotra, prijateljev, znancev, bivših, kogarkoli mi je pisal, da tip tudi pozdraviti več ne zna, da se nos, da je boki batina in take stvari. Pač res so tri svete zlate banane in pač ni bom pokomentiral, ker so mi res veliko škodovali. Za cool mamico imam tudi en posnetek, kaj je nekomu povedala, bran vse te punce, na koncu pa pač v sama sebi skledo pluva. Nima veze, skratka, verjetno v nedeljo zvečer ali pa v ponedeljek dopoldan bom to naredil in pol zaključen s tem, ker se mi res več ne da, ker tudi to je zame stres, katerega res v mojem življenju ne rabam in se bom distanciral od tega. Imam pa eno res dobro idejo, katero lahko povem šele v ponedeljek oziroma takrat, ko bom to objavil. Gre pa za dobrodelne namene in sicer nekaj, kar sem objavil že 2 meseca nazaj, pa se en gospodič ni s tem strinjal. Zdaj imam neko novo idejo, tako da nekaj ful zanimivega. Tako da vsi vi, ki boste to spremljali v ponedeljek oziroma v nedeljo, boste videli in upam, da se vse to pač pošlihta tako, kot se mora, da lahko dejansko pa pridemo v Slovenijo, da naredimo ta event in pa da se lahko tudi malo podružimo in pa najbolj pomembno od vsega je to, da lahko pomagamo tistim, ki so res pomoči potrebni. Ampak več bom povedal vse v ponedeljek oziroma v nedeljo.
Čau, čau.